Zdaj, naslednjega razpravljalca bi prosil Staneta Grando, zgodovinarja. Z nekje moramo začeti in bi predlagal, da začnemo s teboj, Stane, kot zgodovinarjem. Dobro, hvala. Čisto kratko. Torkih zjutraj imate oddajo Pogovori s tujci, ki so se naselili pri nas, in pravzaprav praktično vsi po vrsti so nad Slovenijo, nad razmerami v Sloveniji zelo navdušeni, tako da se človek čudi. Po drugi strani pa seveda smo priča pa v družbi nekim zanimivim procesom, ki peljejo k samozaničevanju Slovencev, kakršnega pravzaprav kot zgodovinar ne poznam, in je še najbližje temu delovanju teh, kot smo včasih temu rekli, nacionalnih renegatov. Gre za problem odnosa do demokracije. Torej, zdaj pred kratkim, kot veste, smo imeli velike, pravzaprav, ne vem, koliko ste to doživeli, ampak mene je totalno izčrpalo, velike boje okrog teritorialne obrambe, kjer je šlo pravzaprav zato, da so hodili dokazati, da so bivši oficirji teritorialne obrambe kot JLA izpeljalo samosvojitev, da se vsi drugi to po krivici rastijo. Prav zdaj te dni, jutr bo spet neka okrogla miza, se dogaja nekaj podobnega v policijskih vrstah. Dober človek razume, da so nekateri radi vedno na strani zmagovalcev, da je bilo vse njihovo življenje zmagovito, ampak vemo pa, da v zgodovini ni tako. Če bo zdaj pogledamo, naprimer, ravno kar smo se spominjali majstra v Mariboru, ki je mobiliziral ljudi, ki so obrnili kape in so pravzaprav kot novi vojaki, kot novi ljudje zavarovali Maribor, da je ostal slovenski. Spominjam se enega razgovora z mojim učiteljem predvojaške na filozofski fakulteti, ki je bil ob koncu vojne visok oficir OZNE in mi je pripovedal, kako to izgledalo na Novem mestu, ki ga je osvobodila v narekovaju, ne vem katera, 29. bosansko-hercegovska divizija, kjer so bili v bistvu bivši četniki in potem seveda, ker je imela ta divizija Save Kovačič v grozne katastrofalne izgube, so bivši četniki obrnili kape, so bili mobilizirani partizane, sodelovali potem pri osvoboditvi Slovenije, spet na narekovaju, in so take stvari počenjali, da se jih morali po noču nomi izvigniti, pa predstaviti v gozdove, ker več bi vse pokradili, posirali in tako naprej v Novo mesto. To mi je prepodal sam ta človek. No in danes smo pravzaprav spet priča, kako bi radi demokracijo izničili, da vse to ni, da je to bila samo neka, kot je zapisal izmed teh visokih oficirov ali karkoli je že bil, da je bila samo neka reorganizacija Slovenije, da vse ostalo je pa v bistvu ostalo nespremenjeno. Torej, ta proces poteka naprej in to je tisto pravzaprav, kar mene najbolj bremeni in tle iščem paralele v zgodovini tega samozaničevanja in me pravzaprav skrbi, kako bo šlo naprej še zlasti, ker kar je že bilo danes omenjeno, tle televizija pri teh stvarih zelo sodeluje. Ko je bila ta proslava na Gospodarskem razstavišču, je televizija Slovenija poročala na način, če nisi poznal ozadja, sploh nisi vedel, zakaj je šlo. Torej, jaz sem še tisti večer govoril s Krkovičem in rekel, pa sej sploh ne vemo, zakaj je šlo, medtem ko radio je razmeroma korektno poročal. Tako da se zdaj Slovenija dejansko po to vlado nahaja na neki novi točki, kjer moramo biti kot demokrati, ne glede na to, zelo zaskrbljeni in tudi ta, oprostite, nedomišljena primerjava z Banano republiko ni slučaj in jaz vidim v njej neko globoko sporočilo, še zlasti, ko vidim, kateri so to izjavo podprli in kateri so se zaradi tega razburili. In prav ljudje, ki so se zaradi tega razburili in protestirali, ki jih ne moramo vrstiti med levo in desno, ampak ki so neki demokrati, ljudje neki novega življenja v Sloveniji, mi daje pa vendar neko upanje, da se počasi vendar, ko bacamo ven iz tega balkanskega blata, da pa s tem, mislim, tudi na Slovence in vendar se nekje obzorja jasnijo. Ampak jaz dila se bodo pa seveda z poglobljenim znanjem
s tem, da bodo spet v družbi dobili poglavitno besedo, oprostite, na eni strani resni pravniki, na drugi strani pa seveda tudi tehniki. Kajti dokler bo pri nas vse komandirala FDV in duhovi FDV-ja, ne vidim nekega upanja.